Sveto pismo sem začela prebirati, ko sem bila v najstniškem obdobju. Takrat sem se spraševala, kako je nastal svet. Nekako se nisem mogla zadovoljiti s teorijo poka, saj kot je moj prijatelj rekel, ko nekaj eksplodira, nastane velik nered. Jaz pa sem videla ravno obratno. Veliko skladje, narave, človeka in vsega, kar me obdaja. Tako mi je pomagalo odgovoriti na moje vprašanja o nastanku življenja. V mladostniškem obdobju sem v Svetem pismu našla svojo identiteto in odgovor na moje vprašanje. Kdo sem? In kakšen je namen mojega življenja? Kasneje kot žena sem našla v Svetem pismu izredno učenje, kako spoštovati svojega moža in kako uživati v zakonu, ki je Božja ideja. Kot mati sem našla vrsto dobrih nasvetov za vzgojo, ki se v 2000 letih niso spremenili in še vedno delujejo. Danes v svojih starejših letih je Sveto pismo še vedno moja najljubša knjiga, saj me vsak dan spodbuja, navdihuje in vodi skozi težje in lažje poti življenja. Spodbuja me, da bojujem dober boj vere, da tečem k cilju, da prejmem krono zmage, da se potegujem za tem, kar je pred menoj in z očmi vere gledam v Jezusa, ki je zame pripravil čudovito večnost. V Svetem pismu se srečam z očetom, ki me je imel v mislih še pred ustanovitvijo sveta, ki je zame dal svojega sina, ki je umrl na križu za moje grehe in ki me čaka, da bom zavedno z njim. Sveto pismo bi morali brati vsi ljudje, saj je knjiga, ki onemoglega krepča, revnega bogati, žalostnega tolaži, zasvojenega osvobaja.